Što je tam okrog pol milijona, a veš, za koliko se pa zdaj prodajajo? Tako ti mi rekel, milijon ni dost. A veš, ko razmišljaš o enem eventu, pa si misliš, to ne more ratati še boljš. In potem se zgodi dan 2 G-Class Unimog Experience in te Mercedes pripelje v svoj testni, ta je že odstavil, lega. Mercedes pripelje v svoj testni center, kjer bom malo pokazal. Jure, kam greš? Prav legendo. Evo se ga spomnite. Aha, jasno, Jure si je prišel pogledat G-Class 6x6 legend. Unimog na uni strani, na katerem piše Mobile Veterinary Unit. Jure, ne odperi. Jure, ne odperi, sem ti rekel, no. Kaj pa če Ja, saj ne veš, kaj je noter. Pa G63 AMG 6x6 sta dve avtomobilske zvezde filma Jurassic World. Za 6x6 vemo, kakšna budala od avta je, ne? Mislim, da so telih naredili koliko že? 250 nekaj tazga. Koštal je tam okrog pol milijona, a veš, za koliko se pa zdaj prodajajo? Tako ti mi rekel, milijon ni dost. Tale njegov Unimog kolega pa ni offroadersko nič manj nadarjen, čeprav ima kakšen kolo manj, mi je pa všeč tale nalepka, ne? Ta še posebej jasno in glasno kaže, kje se je dal tega Unimoga videti. Za tele vidiš, kaj so, ne? A veš, pri takih avtomobilih je seksi pogledati že tukaj spodaj. Mislim, poglej, z Elinsom so sodelovali pa razmetenju. Če greš s tem avtom na teren, pa tudi šotora ne rabiš, ne? Je dosti prostora, če nisi glih 2 metra velik, da zakorakaš spodaj. Pa imaš mer, pa zaščito, zavetje. Drugač pa 5,5 mašina, švoh 550 konjev, končna 160, navora tam je 760, za porabo pa nas sprašuje prav. To so take številke, da se o njih ne govori. Pa da si boš lažje predstavljal obseg strojev, ki jih je Mercedes sem pripeljal. Različni Unimogi, 6x6 legenda, geji, s katerim smo se včeraj vozili. Mimogrede tamle en parkiran na res hudi klančini. Ni da ni. Pol pa, ko misliš, da si že vse videl, zagledaš pa enega zelo posebenega Maybacha. Stari. Vidiš, kaj piše na sprednji tablici? Mercedes Maybach G650 Landaulet. To je pa res luksuzen terenc. A veš, na velik načinov je zelo poseben. Pa tukaj sploh ne mislim toliko na dodatke iz karbona. Mimogrede tudi letvice so z karbona, tega še nisem jemal. Čeljust ti pade dol takrat, ko se usedeš noter, predvsem v ta zadnji del. Bom malo pokazal. Prosim lepo poglej to kabino. A vidiš, kakšen kombo je Mercedes oziroma Maybach udaril? Orang, klen, hardcore terenc, združen z odprto kabino, zasloni, pa vsem udobjem, luksuzem, ki ga drugače kupci prestižnih avtomobil najdejo v limuzinah. Mercedes je naredil 99 teh avtomobilov. Zdaj se 3 prodajajo na netu, mislim 3 sem najdel jaz in je cena majčkeno čez 1 milijon evrov. Enega od teh voz tudi Drake. No pa da pogledamo še noter. Stari. Kakšen hibriden mutant v pozitivnem smislu je pa ta avto. Ja. Bi se lahko navadil. Motor je pa V12 biturbo, 630 konjev, Jurija navora. Podatek, ki bo tebi najbolj všeč. Ne medosna razdalja. Ground clearance. A veš koliko? Koliko? 45 cm. 45 cm lufta, ne? Pa jaz ne rabim niti potrebuščku, da pridem spodaj. Ampak se lahko kubat sam. Glej to, no, kolikega lufta! Jure, kam bi ta stroj lahko še pasil? Kam bi ga ti namontiral? Misliš od takih? Ja. Ne avtomobilskih? Ja. Kam bi pasil, stari? Pasil bi trak. Zdaj, tako je, G-klasa je edini offroader, kjer lahko to med vožnjo, high range, low range, lahko preklapljamo med vožnjo, vedno čez neutral, ampak je treba, se lahko premikamo iz high range v low range. Gre do 40 km/h, iz low range v high range nazaj do 70 km/h. Zdaj, razlika med novim in starim ali pa modelom je, da pri novem, pri sedanjem je razmerje low range, high range je 1:3. Prej je bilo 1:2. Se pravi, zdaj imamo tukaj 3-kratno moč motorja. To je zdaj velika razlika. V bistvu še znižen reduktor, ne? Tako. Da to je to zadnjo špero, zaradi varnosti je še zadnjo špero preklopila. Tukaj bomo šli približno 80% gor, pa greva kar lepo čist počas se probava gibati gor. Znači nama ni treba hteti.
Cirila, ti sediš na riti ali na hrbtu zdaj? Jaz mislim, da je večina moje mase na hrbtu. No, zdaj ste imeli priložnost spoznati Mihata. Miha ima G-klaso tukaj v Mezinčku in to, kar vidiš za mano, to je njegovo igrišče, to je njegov domač poligon. Je kar fajn s takim mojstrom iti v avto. Ok, veš kaj pa zdaj na vrst? Testna ruta z Unimogom čez njihov poligon. No pa pojmo. We're gonna go straight here? Any of the wheels go off the ground? No, huh? Because the suspension travel is so big, huh? Yeah. Lega, to star gre tu, saj pa letnik 79, pa še zmeri se mu ljub plezati. Posel pa tukaj pripravili tudi en zelo poseben hangar, kjer bomo med drugim videti tudi tole mojstrovino. A veš, kaj je tole? Jaz ne dvomim, da je Mercedes dobil navdih pri Jurskem parku. Nenazadnje so s to filmsko franšizo že večkrat sodelovali. V prvem delu so takrat pokazali novega, prvo generacijo ML-a, se spomniš? V glavnem, takrat je šlo za kup enega jantarja, kjer so iz unih tam malih komarjev potegnili ven kri, naredili nove dinozaure. Ideja tukaj je pa dosti podobna. Oni bi radi svojo legendo, oziroma jo bodo, ohranili za večno. Ta mojstrovina, jaz jo brez kakršnekoli zajebancije jemljem za umetniško delo, tudi zaradi ikone, ki je noter, tehta 52 ton. In okrog tega bi se lahko sprehajal pol ure, občudoval ne sam idejo, ampak tudi in predvsem izvedbo. Stari Ferrari, ne mi reči, da tole ne zgleda fucking awesome. Da so tole mojstrovino skupaj spravili, so porabili 40.780 litrov posebne epoksi mase. Vseh ur na projektu je bilo pa 8.892. Mercedes, respekt. Se rekel, da boš nekaj povedal? A veš, kaj je Mercedes začel snovati novo generacijo G-ja? To je tole? To je tole. So rekli, v Evropski uniji ne sme biti več letvaste šasije. Zakaj? Zaradi varnosti. Ker ni zmečkljivih con. Ampak ugan kaj? Oni so poklicali inženirji, so rekli, naredite letvasto šasijo, močnejšo, kaj je bila, pa da ima zmečkljive cone. A ti pokažem zmečkljive cone? Da. En reber, drug reber, tret reber, četrt reber. Dodatni lok in vse skupaj, da 40% večjo togost. Pa še en trik. Pazi to. A vidiš tale senzorček tukaj? Ja. Tukaj pride senzor za merjenje globine vode. In ko 70 centi vode pride do sem, on ne reče štop, nehaj voziti, ampak reče pozor, počas, 10 km/h, ker sprednje lopute zapre, odpre pa stranske lopute. Se pravi, motor ne ostane brez zraka, ne zalije ga voda, ampak sam počasneje moraš iti. Zdaj pa tisti poligon, po katerem smo se vozili tukaj v gozdu z Unimogi, odprt za cestna vozila, pravzaprav za G-klaso. Popejmo en krog. Prva prepreka, ki je na poti, je skalna, kar zanimivo zgleda. In inštruktor te najprej pošlje skozi samo z zaprtim srednjim diferencialom. Prideš do koder lahko, potem se začneta dve kolesi vrteti v luftu, kar je problem, pa sam brez panike zapreš še zadnjo špero, pa gre z jurja obratov zlahka skozi. Aha, si videl zdaj? Zdaj pa sledi vklop zadnje špere, zdaj bo šlo pa počas naprej. Si videl to? Si videl ti to? Shit, stari, ej. Tukaj moraš zelo paziti, ker ga lahko pri nič hitrosti na bok rukneš. Članku. Bila cela reportaža, ja. Pa
Pa mogoče samo še ena ključna stvar, ki jo do zdaj sploh nisem poudaril. Že na Instagramu vas je bilo dobesedno stotine, ki ste sprašvali, a je to na voljo tudi drugim, to se pravi ne samo novinarjem ali pa ljudem, ki so vabljeni sem tako ali pa drugače v posebnih dogodkih, ali pa celo stranke, kupci, ki si ta avto mislijo. Zato je prav, da povem, da bo G-Class Experience Center tukaj v neposredni bližini Gradca, pravzaprav v neposredni bližini letališča, odprt tudi za javnost. Mercedes še ni dal natančnega datuma, pričakuje se, da se bo vse skupaj odprl oktobra. Pozanimal sem se tudi, kako bo izgledal paket. Ta prva stvar, odmisel Unimoge. Te so danes tukaj, zato ker je Mercedes pripravil tak event. Ta druga stvar, vse skupaj bo skoncentrirano okrog Mercedesa G. Program bo pa takšen. Vse skupaj bo trajalo približno od 9 zjutraj do 5 popoldne, kar pomeni, da si moraš rezervirati cel dan. In v sklopu tega bo samo vozniške izkušnje, to se pravi, da boš sedel za volanom 4 ure. Prevozil se bo celoten ta testni center, tole piramido, poligon v gozdu, kjer sem kazal Unimoga, pa tudi Geja. Ne bo pa samo off-road experience, bo tudi on-road experience, kar pomeni, da se bo dal avte peljati tudi ven, na okoliške ceste in najmanj, kar lahko rečem, je to, da bo dan, kar se vozniške izkušnje tiče, res poln. Za piko na i bo pa Mercedes v paket dal tudi obisk tovarne, kjer G nastaja. Tega se pa do zdaj ni dal kupiti nikjer. Cena, te pa še ne vem, pravzaprav Mercedes jo ve, pa še noče izdati, zato ker niso vse skupaj official. Spletna stran bo kmalu live, lahko se pa že vnaprej naročiš na, mislim, da g-class-experience.com, te kontaktirajo, zabukirajo in lahko priješ sem. Koštar pa, kot sem rekel, ne vem, koliko bo. Ciril, a sem ti že pokazal 3 Armstrongove korake po Luni? Ne. Drugač pa, a veš, kako veš, da je bila dobra predstavitev? Da smo imeli ves čas predstavitve danes na G-Experience poligonu na voljo 3 G63 AMG za vožnjo po cesti, pa niti enkrat nisem niti pomislil, da bi šel to narediti. Dan si bil balet po blatu. Ti še najbolj na počitnice, da vse priješ, Na metre in tone.